Danes se je na seji pokazalo, ne, da se za dobrim konjem fejst kadi. No, mene bolj skrbi dejstvo, da ta negativizem nas preveva tako v občinskem svetu pri posameznikih kot nasploh v družbi. Vedno se najprej vprašamo, pa iščemo tiste negativne stvari, morebitne napake, nihče pa ne pohvali dobrih stvari. In osebno me zelo moti, da ob sprejetju proračuna, pomembnega dokumenta za naslednje leto, nihče ni zaploskal. To me močno skrbi, kajti če ni soglasja, enotnosti, dobre volje, potem se bolj malo da narediti. Kar se pa tiče samega krožišča Tepanje, je stvar, ne vem zakaj toliko prahu, kajti ko se je krajevna skupnost, na katerem ozemlju je to krožišče, sami so v bistvu pričeli z postopkom, pridobili soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, tudi dovoljenje za delno zaporo ob gradnji, pripravili projektno rešitev, ki je pripravila znana projektna hiša, in Svet krajevne skupnosti je sprejel odločitev, da gre v to investicijo. Sedaj pa naenkrat, ampak k sreči sta to samo eden ali pa dve glavi, ki razmišljata drugače. Jaz sem pa na terenu slišal do sedaj same pohvalne besede. Nekaj denarja je pa občina vseeno namenila, ne, temu projektu. Ja, stvari so jasne. V proračunu je predvideno, pravkar sprejetem proračunu je predvideno za to investicijo 16.000 evrov, kajti ko smo se s predsednikom krajevne skupnosti pogovarjala, ko so prišli na to idejo, sem jaz povedal, da si kot proračun težko privoščimo takšno investicijo, da je pa seveda, če najde ljudi, ki so pripravljeni investirati, pa nihče ne more tega oporekati in vsakdo lahko naredi s svojim denarjem, kar mu pač je volja. In kakor sem jaz obveščen, tudi ne gre za nekakšno pobiranje v smislu, tako kot je bilo danes rečeno, fehtarjenja. To so jasne stvari, saj tudi podjetnik ne more kar tako nekam prenakazati sredstva, gre na osnovi donatorske pogodbe. Če se še malo proračuna dotaknemo, od prvega branja bistvenih sprememb ni bilo, ne, če še mogoče enkrat tiste res na kratko osnutke. No, dejstvo je, da nekih večjih sprememb od prvega branja pa do dokončnega sprejema ni bilo. Višina znaša enako, kot je bila že v osnutku, se pravi 12 milijonov 350 tisoč evrov. Gre za nekaj manjših prerazporeditev in pa tudi nekaj prerazporeditev na račun tega, na račun dinamike izvajanja določenih projektov, kot je na primer sama komasacija v Škavcah. In pravzaprav nekih večjih pretresov ni bilo in kot takšen je proračun danes tudi, kot ste videli, bil soglasno sprejet. Dvorec Trebnik, obnova bo nekoliko dražja, kot ste sprva predvidevali. Pri vsakem takšnem projektu prihaja do razlik od samega projekta med deli, ki so predvidena že v začetku, in pa med tistim, kar dejansko stanje pokaže. V tem konkretnem primeru govorimo tudi o nekaj manj delih. Določene stvari so bile s projektom predvidene, pa jih ni bilo potrebno izvesti. Nekatere pa seveda so se pokazale šele potem, tako kot recimo slabo temeljenje, je nemogoče predvideti, dokler ne začneš zadeve odpirati. In pa tudi od priprave projekta pa do tega, da so se lotili dela, je preteklo kar nekaj časa in v tem času je dvorec še dodatno propadel. Sesedel se je del strehe in pa tudi sami oboki na južni strani so bili v takšnem stanju, da jih je bilo potrebno porušiti in zgraditi posebno novo. Tako da skupaj projektant, nadzor in pa izvajalec so ta popis del pripravili, ocenili, kaj se je nujno potrebno izvesti za nemoteno dokončanje projekta. In danes je občinski svet sprejel oziroma dal soglasje k postopku pogajanj za sklenitev aneksa k tej pogodbi. Je še pa v bistvu vse skupaj v okvirih dodeljenih sredstev strani Evropske unije, tako da občinski proračun še vedno dodaja samo 15% od teh 220 tisoč evrov za namen dokončanja tega projekta. Pa mogoče
nepremičninski davek, ne, buri duhove tudi po občinah. Danes ste sprejeli en sklep, kaj želite v bistvu z njim doseči? Ja, v bistvu želimo na ta način dati podporo vsem tistim, ki opozarjajo, da je zakon takšen, kot je, sprejet na brzino, nedodelan in so same osnove zelo pomanjkljive, same baze podatkov, na osnovi katerih bi se naj pričelo obračunavati davek, so v enem velikem neredu in teh vprašanj, kako v praksi izvajati tako slabo dorečen zakon, je ogromno. In vsi resni ljudje, strokovnjaki, s katerimi smo se pogovarjali do sedaj, opozarjajo na te napake, zakaj na vrat na nos hiteti in sprejemati zakon, ki ga bo zelo težko izvajati. Težava je ravno v tem, da se močno bojim, da koliko pride do izvajanja tega zakona, bomo imele občine, pa ne jaz osebno, ampak občanke in občani, dosti manj sredstev na razpolago za zagotavljanje tistih potreb, ki jih lokalna skupnost mora izvajati, in da gre v bistvu samo za način, kako bi pokrpali proračunsko luknjo v državnem proračunu. Občina že ima nekaj izračune, koliko bi tak davek stal občino? Zaokroženo 114 tisoč evrov bi plačali po sedanjem stanju od nepremičnin v lasti občine. Seveda pa je ravno tu tisti kamen spotike, kajti baze so silno nedorečene in samo za primer vzamemo Mestni trg v Slovenskih Konjicah, je vpisan kot lastnina občine, dejansko gre pa za javno dobro. V glavnem teh primerov je ogromno število in kot so parki in vse te stvari bilo potrebno predhodno prečistiti, ne pa iti v izvajanje na tako slabih bazah. Da bi mogla občina bolj za trg plačevati, recimo, kakšne? Ja, tako kot... 114 ste že dali tudi to, recimo? Ne, to je podatek strani države, ampak v tem trenutku strokovne službe pripravljajo oziroma čistijo bazo podatkov, tako da bomo videli, do kakšne številke bomo na koncu prišli. Odločno proti pa so tudi podjetniki, na katere smo slišali danes. Ja, ko bodo, mogoče se vsi niti ne zavedajo, kaj to pomeni za njih. V glavnem gre za enormna povečanja, po nekaj 10 tisoč evrov večji podjetniki bodo morali plačevati, v kolikor pride do izvajanja tega zakona.